Danes je sobota, zaključek svetovnega pokala v Planici, menda tradicionalno, Planica si to izbori tako rekoč vsako leto. Brez Planice Slovenci ne znamo živeti, tudi utrip v Planici je baje fantastičen, trumamo se mašira gor v Planico, malce spodletelo so zdaj gosta najdli, Lenca Armstronga, dopingiranega gost v Planici. Mi smo bili danes kolektivno tretji, govorimo o moških. Včeraj je bil Domen, boh ve kdo bo jutri, Domen Prevc, kdo bo jutri od naših blestev, verjetno vsi. In slovenska nacija je obsedena s to Planico, imamo Planico, edina ženska skakalnica, letalnica, Harakov, Vikersund, Kulm, Oberstdorf, to so vse moškega spola, te skakalnice, mimo pa imamo Planico, ne. Te dominantne ženske so, ne da so si izborila, ta teta Pehta, kot ji rečem jaz, kastrira, tudi včasih, če kdo predel skoč, se razbije. Ampak kaj bi jaz rad danes povedal? Tale filozofski vidik, ki ga jaz gojim, 30 let sem tle v neki filozofiji športa, zdaj koliko sem jaz vodilni, koliko nisem, filozofsko društvo, ki ga vozi Jernej Pisk, pa tam v ozadju Lev Kreft, je popolnoma skrenilo s to filozofijo športa, ampak jaz se pa čutim dolžnega, da tu in tam pač še kako pikro rečem. V Srbiji imajo Ducija Simonoviča, ljubo draga košarkaša, zdaj ga zdravje matra, on tam rastura, kritično tolče po Jokiću, Divcu, Djokoviću. Jaz nisem toliko žaljiv, čeprav mi očitajo ravno v povezavi s temi skoki oziroma poleti, tudi Niko Prevc, da sem žaljiv, jaz sem teoretski. Skozi psihoanalizo se na ženske skoke oziroma polete ne da tako gledati kot na moško kurčenje v smučanju. Letos tale Planica dobila tudi neko luštno oddajo o postopku za povečanje, zadovoljenje, da se povečajo vse te letalnice, 4 so zdaj aktualne v svetu, ki se borijo za svetovni rekord. Mimo Islandije, svetovni rekord je v Vikersundu 2015 postavil naš Peter Prevc, Štefan Kraft je čez 2 leti 2017 v Vikersundu po njegovih Petrovih 250 metrov povečal za 3,5 metre na 253,5 metra. Ryoju Kobayashi lani Red Bull je to financiral na Islandiji 291, neuradni svetovni rekord. Na eni gori so eno leto pripravljali to skakalnico, letalnico, zato da bi ta klitorični Japonec, japonska nacija je klitorična, to so sami pajaci mehni. Mislim, malo se hecam, ne? Tudi Slovenija je klitorična država, mehna, in zdaj smo mi obsedeni s temi najdaljšimi poleti, stoječimi. Bogdan Norčič, vem, da je enkrat 181 metrov, ampak ni bil stoječi skok polet. Najdaljšega stoječega ima, ne? Bič, ki se podaljšuje, je Freud rekel, je simbol kastracijske bojazni, ampak to bič se v sanjah podaljšuje, ne? Tudi v budnosti. Freud ni o športu govoril na tak način, kot sem jaz si razvezal jezik in ne boste verjeli, tako neuradno vam povem, da sem vodilni na svetu v psihoanalitični interpretaciji športa. Pa ne, da sem to jaz rekel, to so me odkrili tam v Iranu. Za petami so mi, pa ne boste verjeli, Argentinci. Tam so močni v psihoanalizi, ampak zdaj je, kar je. Jaz sem 2:1 napisal tisti neuradni doktorat šport skozi psihoanalizo in tudi tam govorimo o Planici, o tem paradoksu, glede na to, da imamo Planico. Skoki niso skoki, šport je kurcemirstvo, je kurčenje.
ženska v športu, ne bom rekel, da je ravno tujek, ne, ampak ženski simbolni procesi se na drug način upnejo v te športne panoge, predvsem te možate, falične, testosteronske, in simbolna disonanca je, če se tam Nika Prevc požene, tam pa ima najdaljšega stoječega svetovni rekord in kipi od sreče, to se tepe z diktatom genitalij, tepe se to, ne, škrta not po glavu, po simbolnih, nezavednih procesih. Vsi tisti moški, ki takole zmagujejo na teh tekmah za svetovni pokal, ne, v skokih recimo, po letih. To pridejo do lepih bab, ne boste verjeli, ne, kako ima Peter Predevc, ne, pa bratje Prevc. Z Niko se ne bo zgodilo, da bo tam največjega carja, lepoca, carja vseh carjev dobila zaužent na račun svojega svetovnega rekorda in vseh uspehov, ki jih ima. Isto zgodbo sta imela Ivica in Janica Kostelić, ta dva brata, ne, brat in sestra. Ivica Kostelić lahko je dobil vse babe na Hrvaškem. Janica Kostelić nič od tega, ne? Zato ni bila lepa. In zdaj, če ženska zmaga, nima privilegija moški želji. Moški zmagovalec pa ima. To je ta paradoks libidinalne narave, ki se v psihoanalizi opaža oziroma je markanten v teoretskem smislu. V športnih logih se potem ne govori. Ampak zdaj ta letalna ali pa skakalna stroka je obsedena s tem postopkom, da bi se lovilo svetovni rekord in brez da se povečajo skakalnice. Aktualne so 4 oziroma 3, Planica, Vikersund, Oberstdorf niti ne, zdaj tudi Kulm, Harakov, ne vem, ne sledita Planici pa Vikersundu. Oberstdorf zato ne, ker ima tam neko reko in če se poglobi vulva, ne, v dolbina za doskok, bo reka not tekla. Tam povečati zaletišča pa ne morejo, ker je umetno tam. Ne? Naša Planica bi pa, Jelko Gros je rekel, 15 milijonov bi stala nova letalnica, če jo naredimo. In mi butli bi dali 15 milijonov za novo letalnico, da bi se tam en ubil. 3 milijone bi pa Planico, tolo aktualno velikanko povečali. Mislim, Jelko je bil moj sošolec na prvem podiplomskem študiju, ki ga ni, kolikor vem, dokončal, jaz sem ga, pa še kazga pol tudi. Res za ta šport skozi psihoanalizo, kot doktorat ni šel skozi, zato ker je moj mentor bil gej. Ne zato, ker tam noter ne piše tisto, kar mora pisati, ali pa piše v tej moje knjigi Šport skozi psihoanalizo. Teo Lipicer, recimo, ki je to prispevek naredil o tej ideji o večanju skakalnic, kar se zdaj ne sme. In zdaj strokovni diskurs gre pa v smer, želimo si daljših skokov, večjih skakalnic, hočemo svetovni rekord. Islandskega se ne bo dalo kar tako porušiti, ne. Ryoyo Kobayashi 291, to ne bo šlo, ne. Ampak Stefan Kraft s svojimi 253,5 dolgim stoječim skokom poletom bi se pa dal porušiti, ampak je treba povečati skakalnico. Kaj, če se tam nekdo ubije? Recimo, kaj, če se 2-3 ubijejo na isti tekmi, ker bojo umrli šele v bolnici? Tekma pa ne bo prekinjena. Ker tele ženske, ki se zdaj kurčijo s tem 200-metrskimi, prej ko slej se bo ena tako razbila, ker nimajo jajc, to jo stisne noter. Saj ne samo ženske, tudi en mladinski tale, ki je bil povabljen zelo v Planico, ni upal skočiti, ker se boji višine. Ima to fobijo, ampak glejte, vse ima svoje meje. Vse ima svoje meje. Dokdaj bomo mi dopuščali, da se bo ta svetovni rekord večal in pol se zgodi ta paradoks, da se 3 na eni tekmi ubijejo. Kdaj bo folk zdaj znoril? Tisti, ki kritično mislimo šport, vemo, da polemika, koliko je etično, da te ubožce za spektakelsko kulturo, za šov, pošljemo gor na zaletišče in pol čim dlje let, da bomo mi ploskali. Peter Prevc je rekel, vi že navijate za nas, da bi šli čim dlje, pa so pa en razbil,
pa noben ne bi bil kriv, ne bo kriv. To je Peter Prevc rekel, ko je bil lastnik svetovnega rekorda. Tudi v Planici je to ponovil. To je moralna dilema in v tem moralnem kontekstu se moramo tisti, ki kritično mislimo šport, razgovoriti. Zdaj, Ducija Simonoviča mi nimamo, ta bi fejst lapal na to temo. Kdo drug bo, če ne jaz? Etična dilema je, dokam bomo mi tolerirali, da se večajo te letalnice, ker je to smrtno nevarno. Tudi te ultimate fighti v teh kletkah se tepejo na smrt, kot tem boksari recimo, pa te pretepači dejansko tudi umirajo. Dokdaj bo to družba tolerirala? Ker človek mora biti moralen in šport nima moralnosti, nima etičnosti. Šport je vse bolj kruha in iger, ta paradigma iz gladiatorskih iger. Nekdo mora reči, da ta psihoza, gre za kolektivno psihozo, ki jo Teo Lipicer ni omenil, če je bila Simono ženo, ministrico Kustec Lipicer še skupaj, bi rekel Simona, dej svojemu decu reči, da naj še drugi vidik izpostavi, da kar večati letalnice zato, da bi se dosegel svetovni rekord, še posebej ta psihoza velja na Norveškem, Vikersund in seveda v Planici, ki je izgubila svetovni rekord. Nemci so bolj umirjeni, Avstrijci tudi, pa imajo Krafta, recimo, tako da tole mojo moralno dilemo sem izpostavil tudi v povezavi z pač temi koncepti, ki jih pozna psihoanaliza. V ozadju želja po najdaljšem stoječem skoku po letu je kastracijski kompleks, se pravi falična faza, odipokompleks, anatomija genitali, spoznanje moških, da so fantkov, da so kastratibilni in potem želja po največjem, najdaljšem, najmočnejšem, najtežjem, ne vem kaj, še vse, je simptom kastracijske bojazni in tej psihozi, če je prevelika, morajo modreci narediti konec. In zdaj to v tej oddaji, katero snovalec je Teo Lipicer, se je govorilo o pomisleku, ali smemo, ali dokam, kako, na kak način. Ampak tistega, ki bi vse skupaj predstavljal filozofski vidik, pa te oddaji 15-minutni, ni bilo. Tako da, jaz sem rekel, da moja moralna dolžnost je, da izpostavim pomislek, filozofski pomislek, dokdaj bo ta interna psihoza, ta strokovni diskurs na Smučarski zvezi, zadolženi za skoke oziroma polete, oni sami svoje slepe pege, svoje nerosti ne bodo opazili. Padalci z drugega vica lahko rečejo, en Žižek bi se lahko v tole spustil. Jaz se spuščam zato, ker to moja moralna dolžnost, ker sem vpet v filozofijo športa, ker vem, da na področju filozofije športa v tem trenutku v Sloveniji, ne vem, koliko bi za svet govoril, ni, ta Leo Krev, ta pojma nima nič. Lahko stoka tisti levi horok piše knjigo. Skratka, nekdo se mora razgovoriti na to temo in reči, kdo bo kriv, če se bo par skakalcev, letalcev ubilo. Kdo bo kriv, če se kaka punca razbije. Kdo bo kriv? Pa kjer bedak psti puncam, da se skaka? Kjer bedak? A jaz, ker sem antifeminist, jaz sem Venero v levu, jaz sem najvišjo stopnjo ljubljenja žensk. Najbojo ženske v estetskih športih. Tam se kaže lepota, ne pa v kurčenju, kakšne skakanje smučarsko poleti. Pa seveda sem jaz tudi, ali pa še vedno pomagam puncam v faličnih športih in psihično pripravo delam. Ne nazadnje, Ilka je blestela v smuku. Je tudi falična stvar, tudi testosteron, to ni za rekel, estrogenske pa pupike. Moraš biti že malo na decinjo narejena, če češ smuk peljati. Ampak vendar sem jaz to pomagal tistim, ki so to želeli. Ampak tevi skoki, tale Nika Prevc, jaz moram priznati, jaz teh skokov ženskih ne gledam.
Zato, ker se mi srce para, da bo ena od teh punc padla Anja Tepeš, je doskočila v Telemark, vse križne vezi potrgala. Pa ni nobene napake naredila. Ker žensko telo ni narejeno za to vrstno kurčenje. Spoštovani. Pa imate lahko še radi šport, pa enakost spolov. Kakšno enakost spolov? Zdaj pa imamo te enakost spolov. Pa bojo babe brez očetov umetno oplojene donosile in otrok bo brez fotra. To je ta profeministični diskurs, ki obvladuje tudi RTV pa ženske skoke. Odpreš tam šport strani, Nika pred svetovni rekord, sem srečna, največ klikov imate od Nike Prevc. Zdaj pa spremljite njihovo življenje, teh skakavk, kakšno je. In potem dobi olimpijsko medaljo, pa se drugo leto poroči, ker ima zdravo jedro, feminilno jedro. Feminilno jedro pomeni, da se ženska noče kurčiti v športu, ampak želi biti lepa, ugajati moškemu, želi moškega zmagovalca, ker je diktat genitali tak in oidipalna faza, ki se dogodi pri 3 letih takšna, da ko žensko punco, dekle, sreča pamet, pamet pod narekovajih, glava ali pa glavica, ko jo sreča, se pa stvari malo obrnejo v njeni glavi, se pa normalizira, pa kar naenkrat ne bi več bila najboljša, ampak bi bila najlepša. Zrcalce na steni, povej, katera je najlepša v deželi tej, Sneguljčica. Glejte, tole sem mogel posnet, kdo drug bo, če ne jaz, take it or leave it.